Lep pozdrav in dobrodošli pri psihologinji Lari. Danes ponovno odgovarjam na vaše vprašanja. Tip vprašanj, ki ga pogosto dobim, je, ali bo ločitev zaznamovala otroka. Odgovor na takšno vprašanje je da. Ločitev povzroči spremembo v otrokovem vedenju, čustvovanju in mišljenju. Ampak te spremembe so v veliko primerih veliko manj škodljive, kot si to predstavljamo na začetku. Namreč, veste, spremembo v otrokovem čustvovanju, mišljenju in vedenju bo povzročilo tudi to, da so ga njegovi vrstniki zavrnili ali zafrkavali. Povzročilo bo tudi to, da se je morda izgubil za dalj časa v trgovini. Tudi to, da je umrl hišni ljubljenček. In spremembe bo povzročilo tudi to, da je otrok stopil iz vrtca v šolo. Tudi to, da je premagal tremo in odlično speljal nastop, ki so ga pripravili v šoli. In tudi to, da ga je oče naučil plavati in da sta z mamo šla na en piknik in se zelo lepo imela. Kar želim povedati je to, da tako dobre kot slabe izkušnje oblikujejo otrokov psihosocialni razvoj. Se pravi, mišljenje, čustvovanje, vedenje in vsaka ta sprememba nosi potencial, zato da je razvoj pozitiven, zato da je napredek pozitiven in zato da se ustvari boljša prihodnost. In tudi v primeru, ko se starša ločita, tudi ta dogodek ima ta potencial. Naj samo navedem nekaj primerov. Naprimer, otrok ni več v toksičnem okolju, kjer se starša nenehno prepirata ali pa kjer vlada mučna tišina. In starša tako imata več časa, da ga kvalitetno preživita z otrokom. Zato, ker se več ne ukvarjata toliko z medsebojnimi konflikti, ampak si ustvarjata zadovoljstvo, prijetno, mirno okolje, nov začetek. In otrok vidi svoja starša srečna in se zgleduje po njima in tudi sam verjame, da so odrasli srečni in da tudi on bo kot odrasel srečen. In veliko je še takih primerov, seveda pa pogoj za takšne pozitivne izide, bom na grobo rekla, da sta dva. Prvi je seveda pravilna komunikacija z otrokom, o ločitvi takšna, ki zadevo razjasni, ki otroku dovoli predelati čustva in takšna, ki ga spodbudi za naprej. Druga stvar pa so seveda dobri, korektni odnosi. In tukaj govorimo o dobrih, korektnih odnosih v prvi vrsti med bivšima partnerjema. Tak odnos naj bo spoštljiv in sodelovalen. Potrebno je predelati pretekle zamere in opustiti maščevanje in te stvari, ker to najbolj škoduje otroku. V drugi vrsti pa seveda tudi odnos z morebitnim novim partnerjem, z njegovimi otroci, z njegovo družino. Tukaj je tudi pomembno, da se jasno komunicirajo pričakovanja, da se razdelijo vloge, da se ustvari neko prijetno sobivanje. In tudi to predstavlja otroku neko priložnost, da v njegovo življenje pridejo nove osebe, ki ga imajo rade, ki ga spodbujajo in ki dajo pozitiven pečat njegovemu razvoju. Če vas zanima kaj več o tem, kako in kaj, pa vas vabim, da se nam jeseni pridružite na sklop predavanj Vodič za ločenega starša. Več o tem pa si lahko preberete v povezavi, ki jo pripenjam v komentarjih. Na tem mestu pa se vam za danes zahvaljujem in vas še enkrat vabim, če vas kaj zanima, me vprašajte.